Ko se zunaj ohladi, ko oblečemo jakne in bunde, je ponavadi čas za podeljevanje titul. In nekaj podobnega velja tudi za slovenski avto leta. Prvo sito boste zopet vi, gledalci, poslušalci in bralci. Pred vami bo veliko kandidatov, kot vsako leto. Vabimo vas, da si jih pozorno ogledate, ne samo z očmi, kaj bi si želeli, če bi imeli neomejen dotok denarja. Ampak bolj vas vabimo k razmisleku, kateri avto po vašem mnenju najbolj ustreza slovenskemu voznemu parku. Ne pozabimo, slovenski vozni park je star 10 let v povprečju. Se pravi, zanima nas mogoče, koliko dodatne varnostne opreme ima, kaj od varnosti ponuja v osnovnem paketu za primeren denar, kako tehnološko napreden je, kako varčen je. Po teh kriterijih boste prvo sito naredili vi. Potem težko delo čaka nas, ker zmagovalec je lahko samo en, pa čeprav primerjamo med sabo zelo težko primerljive avtomobile, zato je ta laskavi naslov tako pomemben. Ja, med avtomobili torej ne bo Lamborghinijev, Ferrarijev in pa Rolls-Roycev, bodo pa takšni, ki so zapeljali na slovenske ceste v tem letu. In tako boste vi izbrali finaliste, strokovna komisija pa nato zmagovalca in me prav zanima, kdo bo nasledil laskavi naziv slovenskega avta leta, ki je lani pripadal Volkswagenu Polu.